Skupaj z vami bi želeli razmišljati o poteh v preteklost in o tem, kako strme so lahko, kam vodijo in zakaj se sploh podati nanje. Vabim vas, da za začetek skupaj in vsak zase skušamo odgovoriti na vprašanje, zakaj se sploh vračamo v preteklost. Zakaj je ta lahko pomembna? Za vse udeležence webinarja smo pripravili anonimno anketo, v kateri lahko oddate svoj glas in poveste, ali se vam preteklost zdi pomembna ali ne. To storite tako, da pod besedilom odgovorite na anketo. Nekateri v preteklosti uživajo in se zato radi vračajo vanjo. Mi pa se želimo vanjo vrniti zato, da bi bolje razumeli našo sedanjost. To lahko, kot to počnemo zdaj, storimo ob knjigah, različnih pogovorih in filmih. Za začetek vas vabim, da si skupaj ogledamo napovednik knjige. Ker te verjetno ne poznate, vas vabim, da ob tem ugibate, o čem govori. Tokrat svoje odgovore lahko vpišete v komentarje. Komentirate na desni strani. Vsebinsko knjiga začenja z Aleksino prvo ljubeznijo in odnosi, tako družinskimi kot ljubezenskimi. Povezana je s taborništvom in pohodništvom, predvsem pa z odkrivanjem družinske skrivnosti Aleksinega dedka. Več o knjigi in avtorici si lahko ogledate tako, da kliknete z miško na besedo klik, kjer sem vam bo odprla spletna stran založbe. Če z miško kliknete na naslov knjige, desno zgoraj, se vam bo pokazalo tudi besedilo, v katerem piše, za katero nagrado je bil roman nominiran. Zdaj pa še malo pogoljufajmo in skočimo na konec romana, ter si preberimo odlomek pisma, ki ga je Aleksin dedek poslal svoji ženi Mariji, ki seveda tega pisma ni nikoli dobila. Draga Marija, vem, da tega pisma ne boš nikoli dobila, a kljub temu ga pišem. Včasih začutim potrebo, da si znova prilastim svoj jezik, svojo zgodbo, svojo družino, predvsem pa svoje ime. Kaj bomo počeli v nadaljevanju? Slišali bomo nekaj odlomkov iz knjige, ki jih bosta prebrala prevajalka Veronika Rot in gimnazijka in tabornica Mitra Strojan Rot. V njih je govora o sedanjosti in preteklosti, o zaljubljenosti in življenju Aleksinega dedka. V nadaljevanju bomo prisluhnili pogovoru s prevajalko Veroniko Rot in ji tudi sami zastavili kakšno vprašanje. Zatem pa bomo izvedeli več o dogajalnem prostoru in času romana ter o tem, zakaj bi lahko tudi danes aktualna. Zdaj pa se udobno namestite in prisluhnite.
Si se že kdaj počutila nevidno? Si že kdaj imela grozen občutek, da te oseba, za katero si želiš, da bi te opazila, ne vidi, ker zanjo nisi nič drugega kot del pokrajine? Ti je šlo že kdaj kar na jok, ko je ta fant govoril s tabo, vendar tako hladno, nedostopno in ravnodušno, kot bi govoril z blagajničarko v supermarketu? In če smo že pri ugibanjih, se ti je morda že zgodilo, da si padla v oči napačnemu fantu, takemu, ki ti ni bil všeč, a se je kar čez noč spoprijateljil s tvojimi prijatelji in se začel pojavljati na vseh zabavah ter se enako nepričakovano znašel na vseh omrežjih in vseh mobilih. Fantu, ki se pojma nimaš, kako vidno znajde ob tebi. Meni se je to že zgodilo. To je začetek zgodbe, ki sem jo doživela tisto poletje, ko sem bila stara 17 let in dogajala se v Pirenejskih gorah, preden me je vase potegnila skrivnostna in vznemirljiva družinska preteklost. Tako se začne mladinski roman Poti svobode katalonske pisateljice Maite Carranza. V njem dekle po imenu Aleksija odkriva svojo prvo ljubezen, odkriva pa tudi usodo svojega pradečka in z njo povezano družinsko skrivnost. Prebrala vam bom kratek odlomek iz življenja Aleksijinega pradedka. Michel Ford izčrpano koplje svoj lastni grob. Poskuša se sprijazniti s smrtjo. Tukaj je, si govori, smrt je že prišla. Čutim njeno dlan, vidim njeno senco, kako lebdi nad vlažno zemljo. Smrad smrti se pomeša s smradom črvov in od vlage gnilim listjem. Kmalu bo njegovo telo ležalo v tej luknji, se razkrajalo pod dežjem ter počasi gnojilo zemljo in hranilo korenine stoletnega hrasta, ki se dviga nad njimi. Nemški puški negibno merita vanje. Nemca je v 2 urah, kolikor kopljejo, nista povesila niti za milimeter. Luknje so že dovolj globoke in kmalu jim bosta rekla, naj prenehajo, da je dovolj, jim ukazala, naj pokleknejo in nastavijo tilnik cevem. To je že večkrat videl in vedno ga je presenetilo, da obsojenci sprejmejo svojo usodo vdano, brez upiranja. Zdaj razume, tisti, ki pokleknejo, so že mrtvi. Med kopanjem lastnega groba so izgubili stik z življenjem. Vseh 5 moških je z vsako lopato bližje niču in ne zavedajo se več lastnega diha. Mrtvi so. Michel Ford je veliko razmišljal o tem trenutku. Vedno je govoril, da se smrti, ko bo prišla ponj, ne bo bal. In zdaj, ko je tukaj, je noče sprejeti. Pravi si, da je še mlad, da ni pripravljen, da je krivično umreti, ne da bi se mogel posloviti od tistih, ki jih ljubiš, ne da bi napisal oporoko, ne da bi spil vse še poslednji kozarec vina. Zdi se, da sta končno tudi Nemca ugotovila, da so obsojenci opustili vsako upanje in ne pomenijo več nikakršne nevarnosti. Sprostita se, zaupijeta jim, naj hitro končajo, medtem pa si privoščita cigareto. Michel jo od strani opazuje in moškemu poleg sebe, čeprav ga komaj pozna, zašepeta. Vrsimo zemljo vanjo in zbežimo, naredimo to zdaj. Moški, kakih 50 let star Francoz, se prestrašeno zagleda van. Ne more verjeti, da mu Michel predlaga, naj pobegne svoji usodi, niti besede ne zmore spraviti iz sebe. Kaj ne vidiš, da je vse zaman, v zgrozo na obrazu nemo odgovarja moški. Michel ga pusti pri miru. Očitno bo to moral narediti sam. V tem trenutku ve le to, da ne bo umrl, ne da bi poskusil. Danes noče umreti, danes ne. Mogoče kak drug dan, kdo bi vedel. Michel zajame polno lopato. Z nogo se opre na zunanji rob groba, da bi lahko hitreje skočil ven, ter s hitrim pogledom preleti najboljšo pot za pobeg. Moj pradedek je bil romantik. Izbral je kraj, kjer je želel biti pokopan in ga vrisal na zemljevid, enako skrivnosten kot njegovo življenje. Vrtavko, ki se je vrtela v naključni smeri in pokazala, kadar se je zahotelo, ključ do njegovega počitka. Žal mi je, da ga nisem poznala. Mladinski roman Poti svobode je izšel pri založbi Malinc. Odlomke sva brali Mitra Strojan Rod, gimnazijka in tabornica, ter Veronika Rod, prevajalka. Vabljeni na literarno pustolovščino. Vrnimo se še enkrat na začetek romana, k vprašanjem, ki nam jih zastavlja Aleksija. Bi na katerega lahko odgovorili s komentarjem? To storite tako, da navedete številko in odgovor. Prvič,
Si se že kdaj počutila nevidno? Drugič, si že kdaj imela grozen občutek, da te oseba, za katero si želiš, da bi te opazila, ne vidi, ker zanjo nisi nič drugega kot del pokrajine? Tretjič, ti je šlo že kdaj kar na jok, ko je fant govoril s tabo, vendar tako hladno, nedostopno in ravnodušno, kot bi govoril z blagajničarko v supermarketu. Četrtič, in če smo že pri ugibanjih, se ti je morda že zgodilo, da si padla v oči napačnemu fantu. Kaj pa menite o tem, kar razmišlja naša glavna junakinja, 17-letna Aleksija? Vse skupaj se je dogajalo v Pirenejskih gorah, preden me je vase potegnila skrivnostna in vznemirljiva družinska preteklost. Predtem sem bila prepričana, da je neuslišana ljubezen velika tragedija, nato pa sem se naučila, da so razočaranja in porazi del posameznikovih izkušenj in da je ljubezen to srce parajoče čustvo zgolj anekdota v primerjavi s trpljenjem, ki ga povzročijo vojne. O kakšni vojni govori Aleksija? Kaj se je dogajalo v Pirenejih? Spet lahko sodelujete s komentarji. Na zemljevidu so Pireneji označeni z rumeno barvo in če z miško kliknemo nanje, se nam lahko odpre povezava do gesla v Wikipediji. Tega zdaj ne bom storila, lahko pa sami poskusite. Čas, ki ga tematizira roman, je čas španske državljanske vojne in obdobja po njem. Naj na kratko povzamem nekatere značilnosti tega sicer zelo zapletenega časa, katerega korenine segajo v preteklost, obenem pa tudi v špansko in evropsko sedanjost. Več si lahko preberete, če kliknete na naslov Španska državljanska vojna. Če z miško kliknete na ladico na levi strani, se vam bo odprla stran s podatki o falangistih. Če pa kliknete desno na puščico, se vam odpre prispevek na Wikipediji o mednarodnih brigadah. Po veličastni, zavojevalski preteklosti in imperiju, ki je bil v 16. stoletju tako velik, da sonce v njem ni nikoli zašlo, je Španija ob koncu 19. stoletja izgubila še zadnje kolonije. V začetku 20. stoletja je bila nerazvita agrarna država, ki je nevtralnost ohranila tudi v času Prve svetovne vojne, kjer se je položaj kmetov, delavcev in rudarjev stalno slabšal v korist oligarhije in cerkve. Tudi politična negotovost je bila velika. Leta 1923 je bil izveden državni udar in uvedena vojaška monarhična diktatura. Leta 1931 so bile lokalne volitve. Na njih je zmagala levica, ki je oklicala drugo republiko in uvedla številne reforme, mnoge tudi v škodo cerkve. Leta 1933 je na volitvah zmagala konzervativna katoliška stranka, ki je skušala republiko preoblikovati v katoliško državo. Družbeni položaj delavcev se je še poslabšal in leta 1934 je privedel do upora v Asturiji. Po 14 dneh ga je krvavo zadušila vojska, ki jo je vodil Francisco Franco. 16. februarja 1936 je na volitvah zmagala Ljudska fronta, ki si je prizadevala za korenite spremembe in socialne reforme. Z začetkom vlade Ljudske fronte se je v državi pričela še večja politična nestabilnost, ki se je med drugim kazala tudi v terorju nad levičarji in republikanci, pa tudi napadi na desnico, ki so jih večinoma organizirali anarhisti. Vse to je kazalo na začetek državljanske vojne, ki se je 17. julija 1936 začela v Maroku in na Kanarskih otokih, kamor so prestavili Franka, ter se razširila po vsem Iberskem polotoku. V 3 letih spopadov, do 1. aprila 1939, so v bojih na obeh straneh sodelovali različne stranke in države. Na desnici so bili to falangisti, monarhisti,
nemški nacisti, italijanski fašisti, na republikanski pa anarhisti, komunisti, socialisti, baski, katalonci, ki jim je pomagala Sovjetska zveza. V mednarodnih brigadah se je na republikanski strani borilo tudi več kot 500 Slovencev. Ti težki časi so navdihnili številna umetniška dela. Navajam jih le nekaj, a če boste z miško kniknili nanje, boste spoznali tudi njihova dela. Ernest Hemingway, Federico García Lorca, Gerda Taro, George Orwell, Pablo Picasso, v zadnjem času pa vrsta pripovednikov. Javier Cercas, Maria Barbal, Jaume Cabré, na področju mladinske književnosti pa Majte Karansa. Kaj vam je bilo pa največji izziv, ravno zdaj, ko smo govorili o mladinski književnosti, ki je tako, kot ste rekla, težko spet, ker tudi ta roman Poti svobode je pravzaprav zelo zanimiv tudi za odraslega bralca. Tako da me zanima, kaj vam je pa pri prevodu tega dela predstavljalo največjo oviro, da je reči, ali pa kaj vam je bilo v največji izziv mogoče? V bistvu težko... Je kar taka malo hecna stvar. Največ časa sem se ukvarjala s tem, ali bi prevajala skavti ali taborniki v slovenščini. Naprimer, to je zanimivo, zato ker to ne kaže samo na neko jezikovno zagato, ampak kaže tudi na kulturne, zgodovinske, ideološke razlike. To je vse, jezik, zgodbe, to so odraz sveta, so odraz sedanjosti, preteklosti, vsega, kar se nam dogaja. In v teh mogoče skavti, taborniki, kaj zdaj tukaj v našem slovenskem prostoru je bolj pomembno, bolj ustrezno. V Kataloniji je pač skavtska organizacija, ampak ta skavtska katalonska organizacija ni ideološko v bistvu opredeljena. Ni usmerjena, ni religiozno usmerjena, kot je ta razdelitev, ki ponazarja našo situacijo slovensko med skavti in taborniki pri nas. Skavti sicer sledijo nekim etičnim enotnim vrednotam obe organizaciji, ampak skavti imajo tem dodane še to katoliško vrednoto. Podlago, pa vrednote. Podlago, vrednoto oziroma miselnost, je v bistvu tudi katoliška organizacija. Zato bi bilo po neki mogoče bolj pravilno prevajati taborniki, vendar pa je razdelitev, kot je katalonska razdelitev skavtske organizacije, je pa enaka, kot je pri nas skavtske organizacije. Tako da je v bistvu... Tukaj je zagata, Je zagata, tako da sem pač kot skavti, ampak tudi kot tabornik in taborniško življenje, taborjenje in tako. Ampak to je ena taka stvar, ko precej razmišljaš o tem, in potem razmišljaš tudi o podobnostih, o vzporednicah med zgodovinami, usodami narodov in jezikov. Pa pri tem je vedno pomembno tudi, da dobro pozna prevajalec seveda okolje, se pravi, vi dobro poznate tudi Katalonijo, in na ta način potem lažje razmišljate sploh o teh prevajalskih problemih in zagatah, ker če bi se tega lotili brez tega kulturološkega ozadja, bi bilo verjetno to čisto drugače, Ja, ampak jaz mislim, da je to bistveno, tudi pri samem prevajanju, tudi ko dobiš neko knjigo v roke, se mi zdi, da je za prevajalca dobro, da se tudi pozanima o ozadju vsega tega, zaradi tega, ker mogoče šele takrat odkriješ večplastnost pomenov besed, zgodbe in vse. Tako da jaz ponavadi če česa ne poznam ali pa
če mi nekaj, če pri nečem dobim malo čuden občutek, da mogoče nisem čisto popolnoma zagrabila, se pač pozanimam, raziskujem, bistvena je radovednost. Seveda, ravno to sem hotela dodati, da prevajalec mora biti vedno radoveden, ne? Ja. In si ne sme misliti, da vse ve. To pa zagotovo. Kako bi pa tale naslov samega romana Poti svobode povezali z vsebino knjige? Za kakšno vrsto svobode se vam zdi, da gre pri sami glavni junakinji, pa tudi pri ostalih protagonistih? Svobode so različne, svoboda je pač nek višji pojem, ampak svoboda je lahko tudi to, da se otrok osvobodi nekega vpliva staršev. Saj ne spodbujam k izrazitemu odporništvu, ampak mislim, da je svoboda tudi ta pri odraščanju, da mogoče slediš neki svoji poti, nekemu svojemu načinu razmišljanja, da si drzen, in to nam ta Aleksija v romanu tudi pokaže, in da tudi mogoče ne gre slepo verjeti vsega ne staršem, ne starim staršem, ne državi, ne zgodovini, da je dobro imeti kanček dvoma vsem, biti radoveden in si drzen raziskati stvari, in si ustvariti lastno mnenje. Po drugi strani je potem tudi svoboda odnosov, o tem, koga si izbereš, v koga se zaljubiš, koga si pripravljen imeti rad in česa tudi ta izbira, česa pri nekom ne maraš in ne boš sprejel, da bi te naredil za ujetnika tega. Pač svoboda izbire, imeti rad tistega, ki si želiš imeti rad. In je pa ta knjiga pač prežeta še z to višjo svobodo neke usode posameznika v družbi, usode naroda v družbi in s to vrednoto, ki bi jaz rekla da bi morala biti neka splošna svetovna vrednota, da ne stori drugemu tistega, če se ne želiš, da bi storil tebi. To, da pač tvoja svoboda tudi ne sme omejevati ali pa preprečevati svobodo drugega. Da tudi svobode, vsak je lahko svoboden na svoj način, mora iskati to svobodo, ampak mora pri tem paziti, da svojo svobodo ne zatira in ne omejuje drugega. Tako nekako. Ja, zelo lepo povedano. Bi lahko nekako povezali tole dogajanje, kot sem že v uvodu omenila, v bistvu je sama vsebina knjige tudi zelo vezana na obdobje španske frankistične diktature, tole raziskovanje glavne junakinje, ki pravzaprav kot detektivka nekako tudi zaradi svoje babice raziskuje ozadje svoje domovine. In bi lahko mogoče povezali tole špansko državljansko vojno tudi z dogajanjem na naših tleh, še posebej na Primorskem, odkoder, če sem prav razumela, tudi izhajate, ne? Ja, jaz sem severne Primorske, s Tolmina. Ja, gotovo, so tukaj in to te usporednice, usode manjših narodov, manjših jezikov, čeprav je katalonščina pač tokrat, ne vem, 3-krat, 4-krat več je katalonsko govorečih kot slovensko. Vendar pa vseeno, ti narodi z manjšimi jeziki, z manjšimi številčno manjšimi, mislim, kulturami v primežu teh večjih narodov, to usode so podobne. Število pomeni tudi velikokrat občutek superiornosti.
In ta občutek superiornosti se pa hrani ravno s tem, da zatira tiste, ki so drugačni, to raznolikost. In to se je dogajalo Slovencem pod fašizmom, pod italijanskim fašizmom, da je slovenščina bila prepovedana, da so izvajali pač kruto zatiranje in to se je dogajalo tudi v Kataloniji. Le da se je v Kataloniji to dogajalo do leta 1975. In od državljanske vojne leta 1939 do leta 1975 do smrti generala Franka. In to je, mislim, da genocid nad jezikom, nad kulturo in zločin, da se nekoga zaradi tega, ker se izraža v drugem jeziku, poskuša zatreti, da se ga ne poskuša razumeti, sprejeti kot enakovrednega, temveč ponižati in zatreti kot manj vrednega. In to se mi zdi pač grozljivo in to mislim, da bi moral biti opomin za človeštvo ali pa civilizacijo nasploh. Tudi v današnjem času, ko se mogoče to ne dogaja toliko na jezikovni ravni ali pa ne tako očitno, se pa dogaja na drugih stvareh to zatiranje, zavračanje in sovražnost do drugačnih. No, se je to, vaš odgovor je v bistvu malce povezan tudi z mojim zadnjim vprašanjem, ki je mogoče še najbolj aktualno in tudi po eni strani zelo povezano s samo vsebino knjige in s tem, kar ste tudi sama povedala. Kako gledate na kratkoročne in dolgoročne spremembe, ki jih prinaša tale pandemija in situacija, v kateri smo se znašli? Kako ste vi mogoče občutili pomanjkanje svobode v času karantene? Kako ste to dojemali? Jaz moram prav iskreno priznati, da sem glede vsega tega še vedno kar malo zmedena in da je ta občutek, seveda vem in se zavedam in se tudi držim tega, da je treba paziti, da se virus ne raznaša, ampak boli me ta sovražnost. Ta sovražnost in tudi ta represija, da se te grožnje, delati morate tako in tako in tako, ta ukazovalnost. Jaz mislim, da ljudje smo oziroma moramo razviti sposobnost sočutja drug do drugega, da vemo, da lahko s svojim ravnanjem nekomu škodimo in da se moramo naučiti, da tega ne počnemo. Ampak zato ne potrebujemo groženj, ne potrebujemo sovražnosti. In mislim, da ne vem, čeprav sem na prvi trenutek bila zadovoljna, svet se bo malo ustavil, malo si bomo odpočili, ampak moram pa priznati, da me je ta tesnoba tega prisilne odtujitve drug od drugega, predvsem zaradi načina, kako je bilo to izvedeno, ne zato, ker bi mislila, da ni potrebno, ampak zaradi načina, kako se nas je ločilo drug od drugega in kako se je drug v drugmu videlo sovražnika, ta lahko nosi virus, mora iti stran, odmaknimo ga od sebe. To se mi zdi pa boleče in nevarno. Ker se v bistvu za dosego nekega istega cilja bi lahko uporabljal čisto drugačne pristope. Tako. Tako, in zdi se mi tudi sploh to, kar se pa glede šola zdaj dogaja. Jaz mislim, da mladina, da mladi predvsem rabijo občutek, da so drug z drugim, že tako je svet tako odtujen, večinoma komuniciramo prek računalnikov, telefonov in ne vem kaj. Ampak jaz mislim, da vseeno bi mogli znati pa govoriti drug z drugim, resnično drug z drugim, ne drug mimo drugega.
A ne, in da bi se morali to znova naučiti in da bi take ustavitve, a ne, kot je ta virus, da bi mogli vzeti kot opomnike, da mogoče v družbi pa ni vse v najboljšem redu, da ni prav, da smo tako razdeljeni, a ne, jaz sem s tem, ta je drugačen, ne bom z njim, ampak da moramo mogoče bolj sodelovati, pa tudi družbeno gledano, da so sistemi solidarnosti, kot so javno zdravstvo, javno šolstvo, da je to pomembno, da je to osnova družbe, zaradi tega, ker to nam daje možnosti, a ne, in to nam daje enakovreden položaj, a ne. In jaz si pač to želim, a ne, da bi bil ta virus, ta opomnik, a ne, da je treba biti drug z drugim solidaren in da bi morala družba delati več na enakovrednih možnostih za vse, za otroke, ki se šolajo, za mladino, ki potrebuje družbo, za starejše, ki potrebujejo bližino svojcev in človeške sisteme oskrbe. Bojim pa se, da je represija, če se ji ne bomo na nek način, če se ji svoboda ne bo uprla, a ne, da je zelo premočna. Upam, da ne. Upam, da bomo, a ne, da nam bojo tudi take knjige, kot so Poti svobode, dale, ne vem, neke vzvode mišljenja, a ne, da bomo razmislili in da bomo rekli, ne, mogoče ni pomembno, da imamo toliko in toliko evrov, mogoče je bolj pomembno, da gremo s nekom na sprehod v naravo, pa čeprav je mora biti 1,5 metra razdalje. Se popolnoma strinjam. Ja. Na tem mestu bi se vam kar zahvalila, da ste si vzeli čas in tudi za vaše lucidne vpoglede in v prevajanje in v svobodo, oziroma vprašanje o svobodi, o kateri se mi zdi, da zadnje čase vsi tudi nehote razmišljamo, še toliko bolj, kot smo prej, ker smo pač se znašli v takih malce čudnih časih. Tako vam najlepše zahvaljujem in upam, da se bova kmalu lahko pogovarjali tudi v živo in se srečali tudi vsemi tistimi, ki naj jo bodo poslušali. Ja, najlepša hvala. Hvala za vprašanje in vabljeni k branju in k razmišljanju. Tako. Mislim, da obe priporočava tole knjigo, a ne? Definitivno, zagotovo. No, najlepša hvala. Ja. O zgodovinskem ozadju romana, o poti, prek katere je pred nacizmom iz Evrope zbežalo več kot 33.000 ljudi, pa si lahko ogledate tudi dokumentarni film z naslovom Poti v svobodo. Povezava do filma je dosegljiva na sliki s telefonom v spodnjem desnem delu zaslona. Tukaj še nekaj povezav do gradiv o španski državljanski vojni. Dvodelne oddaje na Radiu Študent. Več o Slovencih v španski državljanski vojni lahko preberete na portalu Kamra. Lahko pa prisluhnete tudi okrogli mizi, ki smo jo o španski državljanski vojni pripravili na Slovenskem knjižnem sejmu. Povezave so dostopne, če greste z miško na besedilo. Tukaj so še nagradna vprašanja. Med tistimi, ki boste pravilno odgovorili nanje, bomo izžrebali nekaj oseb, ki bo po pošti prejele knjižno nagrado. Nekaj pa bomo poslali tudi simboličnih nagrad. Če si želite novih izzivov, smo vam pripravili še kviz o španski državljanski vojni. Tole je povezava, tukaj. Prav tako pa lahko za nekaj časa postanete družinski detektiv in narišete svojo družinsko drevo. Pri tem vam lahko pomagajo starši, tudi stari starši. Tudi
Med reševalci kviza in družinskimi detektivi bomo izžrebali knjižne nagrade. Lahko pa se skušate predstaviti v španščini in katalonščini. Če boste to počeli, vas prosimo, da svojo predstavitev prilepite na Facebook ali Instagram založbe Malinc in dodate Lojtra, Poti svobode. To so še naši podatki. Na Facebooku smo dosegljivi, na YouTubu, na Instagramu, lahko pa nam pišete tudi na info@malinc.si.